Stanika, zdaj občan, župana res več ni. Kako je vaše videnje situacije v tem okraju glede županov? Ja, Slovenska ljudska stranka ima največ izvoljenih županov, še vedno tudi najmočnejša v svojem klubu županov, kar se slovenskih strank tiče, kar pomeni, da je močno zastopana v lokalnih, kot pa ne samo župani, tudi z svetnicami, svetniki, občinskih svetih. Tam, kjer se je kakršnakoli zadeva spremenila, tukaj v primeru Stanika, tudi glede na zadnje razmere, kjer smo dosegli, jaz temu rečem, prenovo stranke, tudi notranje očiščenje, je Slovenska ljudska stranka tudi v nekaterih okoljih v tem koncu pred, bom rekel, novimi projekti, novimi izzivi. Jaz verjamem, da bomo te dobre rezultate, ki jih imamo v večini občinskih odborov v tej regiji, nadgradili, tudi se vrnili v tista okolja, kjer mogoče zdaj vmes nismo, če govorimo o Destrniku, in absolutno bo Slovenska ljudska stranka tudi tukaj šla z svojim županskim kandidatom, z močno kandidatno listo za občinski svet, in sem prepričan, da bo dosegla tudi dober rezultat. Glede kandidata župana, je to že kaj znano, se dogovarjate? Malce prezgodaj še, mi gremo najprej letos leto predsedniških volitev, tudi volitev v državni svet. Po vsej verjetnosti bodo redne državnozborske volitve in te so tudi pred lokalnimi, pričakujemo nekako v poznem spomladanskem delu naslednjega leta, potem pa seveda gremo na lokalne volitve. Zdaj v teh koncih moram reči, da bo veliko naših županov, ki že vodijo uspešno občine, ponovno kandidiralo, kjer bomo pa postavljali tudi nove kandidate, pa seveda je zdaj tisti čas, da se, bom rekel, naši lokalni odbori pogledajo med sabo, predlagajo tiste najboljše oziroma najboljšega kandidatka ali kandidatko, glede na to, da je Slovenska ljudska stranka ne samo na deklarativni ravni, ampak stranka, ki spoštuje tudi naš, bom rekel, ženski del. Tudi če pogledamo ekipo na državnem nivoju, moram reči, da je, bom rekel, pomlajena, močna in seveda pripravljena na izziv. Omenili ste predsedniške volitve, boste imeli svojega kandidata na predsedniške volitve ali boste podprli skupnega kandidata z desne politične strani? Da bi bil skupni kandidat na desni sredini, ne kaže, vsaj moram reči, da pogovori v tem smislu niti niso bili začeti, niti ne nakazujejo te možnosti. Slovenska ljudska stranka ima kar nekaj kandidatov tudi evidentiranih, se bomo odločili, ali v tekmo gremo. Moram pa reči, da najbolj stavim na direktorico Slovenske ljudske stranke Tadejo Romih, kjer bi lahko, bom rekel, mlad, neobremenjen človek z že dosti izkušnjami v življenju, z zdravim pogledom na svet, tudi vnesla v to predsedniško tekmo neko novo kvaliteto, da ne rečem v tem, da bi lahko bila uspešna predsednica. Glede državnozborskih volitev še, Slovenska ljudska stranka se je skozi zgodovino povezovala tudi z levo usmerjenimi strankami, tudi z desnim bila v koaliciji. Kje so tiste glavne smernice na grobo, v če se vi ne boste vstopali, kar bi vas pripričalo, da je bili recimo v koaliciji, tudi recimo z levimi strankami? Predvsem programske teme. Mi imamo jasno izdelan program dobrega gospodarja. Mi seveda predvsem želimo, da imajo mladi ljudje delo. Delo daje dostojanstvo, kar pomeni potem v nadaljevanju tudi, da se lahko ustvari družino in vse ostalo. Mi smo sposobni sodelovati, bom rekel, tako na desni sredini, kot tudi eventualno, če je potrebno, tudi na levi sredini, seveda ob jasnem partnerskem odnosu, ob jasno omogočenemu izvajanju programa, ki ga ima Slovenska ljudska stranka, in ukolikor se seveda po volitvah da kaj dobrega dogovoriti, je možno vse. Vsi bi pa seveda želel, zaradi tega, ker je Slovenija
pred Slovenijo nujno, da pride do enih večjih sprememb. Slovenija še vedno ni iz krize, tudi ne iz krize svoje identitete in še vsega ostalega, da bi bil čas tudi za to, da bi bila ena dobra, močna desnosredinska vlada. Najlepša hvala.